Lepo pozdravljeni, pred vami je novi Kajak Kanu magazin. V času od našega zadnjega snidenja je Tacen gostil tekmo svetovnega pokala. Spomin nanjo počasi bledi, no pa ne tako hitro. Najboljših uvrstitev slovenskih tekmovalcev se še vedno živo spomnimo. No, nekateri pa tega konca tedna zagotovo nikoli ne bodo pozabili. Zanje je bilo namreč prvič, premierno so dočakali nastop v svetovnem pokalu. Prišel je veliki petek, dan, ki je prinesel vstop v svet najboljših. Morda to res še ni bilo neposredno tekmovanje z njimi, a je občutek vseeno dober. Morda plovba res ni bila ves čas v idealni liniji, pa so zato sedaj prvaki še toliko bolj spoštovani, novinci pa komaj čakajo dan, ko bodo z njihovimi izkušnjami tudi sami dali vetra zelencem. Dve članici slovenske reprezentance in dve moški posadki so bili nagrajeni z nastopom v svetovnem pokalu. In seveda bilo je drugače kot kadarkoli do tedaj. Jaz sem res čakala to. Mogoče sem pričakovala, da bom prišel v kajaku prej, ampak tudi kanuj v redu. Mislim, začelo se je super vse, mislim, je neverjetno doživeti. Tako, v bistvu, kot da bi prišel v drugi svet, prav drugačno od mladinskih tekem, tudi nivo je višji in vse. Tako lepo je biti tukaj, lepo je nabirati izkušnje. Dekleti sta nastopili v kanuju, v prihodnosti pa pričakujeta tudi premiero v kajaku. Trenerji skrbno opazujejo vsak zavesljaj, ki je nagrada tudi zanje in potrditev dobro opravljenega dela, ki ni ostalo spregledano. Že občutek na štartu je malo drugačen kot na drugih tekmah. Ne vem, tudi na začetku se mi je zalomilo, se mi zdi, da je proga kar težka, me je kar dosti zmatrala. Je sama proga drugačna kot tiste, na kakršnih si vozila do sedaj? Mislim, da je kar težja, ja. Mogoče tudi zato, ker sem v C1. Če bi bilo v K1, ne bi bilo tako težko, no. Ampak se je treba sprobati. Po srebrni medalji na mladinskem evropskem prvenstvu sta Niko Testen in Jakob Jeklin izvedela, da bosta nastopila tudi na tekmi svetovnega pokala. Niko pri 16, Jakob pa pri 15 letih. Kako pa si sam sprejel to novico, da sedaj bosta pa startala res na tako pomembni tekmi? Meni se zdi super. Ja, meni se je tudi zdelo super. Se je super štartati na tako veliko tekmo. Sej svetovno pa evropsko mladinsko je tudi velika tekma, samo to je toliko več. Je svetovni pokal pa člansko. To je kar zelo velika tekma. Super je. Pred prvo sem bil malo nervozen, po je kar steklo, no, so naredila sicer 3 velike napake, verjetno zato, ker so bila predživčna. Pol druga sva pa bolj sproščena, se mi zdi, in sva tudi boljše odpeljala. Bi lahko pa še dosti boljše speljala in bi mogoče lahko tudi polfinale prišla. Jakob, s 15 leti si debitiral na tekmah svetovnega pokala. Ste se pogovarjali, kdo so ostali tekmovalci, ki so mogoče pri podobnih letih že nastopili na tako veliki tekmi? Se pogovarjali, sej približno veš, kjeri so, pa da je Martikan zmagal olimpijske pri 16 ali 17, to veš, ker so legende športa. Da teka veš, da ga še pogovarjali, ne dosti, no. Zelo malo, ker to je bilo še vse zelo hitro, mislim, 14 dni nazaj smo imeli evropsko in pa so nama dovolili štartati svetovni pokal. To je bilo še vse zelo hitro, mi smo imeli cajta. Ja, ne upam, da bo drugo leto tudi več velikih tekmovanj imela, da bo čim prej postala bolj izkušena, da bo znala tekmovati velike tekme. Luka Žganjar in Peter Žnidaršič imata za sabo uspešno sezono v spustu, kjer sta dobila skupni seštevek svetovnega pokala. V Tacnu pa sta premierno preverila še konkurenco v slalomu. Ja, bilo je prvič, zanimivo je bilo, ker spoznavaš vso to novo konkurenco okoli sebe. V bistvu, še ko sem bil mlajši, sem zmeraj gledal vse te tekmovalce, kako so tekmovali, tako da zdaj sem prvič imel šanso nastopati proti njim. Tako da je kar zanimivo, no. Proga je bila v redu, se mi zdi, postavitev je kar dobra. Sama tekma nama ni šla ravno v redu. Se mi zdi pa, da z dobro vožnjo se da prideti v polfinale in pa tudi tako dosti blizu finala tukaj, ker konkurenca ni popolna. So pa tistih recimo
10 je pa res dobrih. Ja, definitivno sem pričakovala, mislila sva, da sva zmožna priti v polfinale. V prvi vožnji se nam je sicer malo podarilo, ampak z drugo vožnjo sem mislila, da nam bo to res uspelo, ampak na koncu se je v spodnjem delu nažalost izkazalo, da nam to ne bo uspelo zaradi manjših zapletov, kot so bili zvračanje in plavanje. Ampak v redu, mi sva zadovoljna, prvič nastopava v taki konkurenci, videla sva približno kam sodva in upava, da naslednjo sezono bova lahko to izboljšala in se približala tudi finalom. Mislim, da je zelo dragocena izkušnja, zelo dobra. Nekako med člansko konkurenco se pomeriti je kar velik plus. In v teh plusih se skriva slovenska prihodnost. Nekje na začetku pa je bilo rečeno, da je bil to dan, ki ga naši debitanti na tekmah svetovnega pokala ne bodo nikoli pozabili. Zato smo preverili, koliko dejansko drži ta teza. Se ti spomniš, kdaj in kje si prvič nastopil na tekmah svetovnega pokala in pa seveda, kako je bilo? Če po pravici povedam, se moram kar malo potuhtati zdaj. Mislim, da 2009 vse održeli, je bila prva tekma. Se spomnim zelo dobro v Grčiji, na olimpijski progi v Atenah je bil moj prvi svetovni pokal. Pa tudi prve finale sem dosegel tam, tako da je bilo vse skupaj zelo na kupu. Pa še 14 dni prej sem se prvič uvrstil v državno slovensko reprezentanco, tako da je bilo vse zelo super in se zelo dobro tega spomnim. Ja, seveda se spomnim. Prvič sem nastopil doma v Bovcu leta 1989 spustil. Zelo dober spomin imam, tako da fajn mi je bilo, res takrat pri 15 letih mi je bilo to meni res en velik tak dogodek in si ga še vedno zelo živo spominjam. Kaj pa potem slalom? Pa leto kasneje v Burg St. Maurice. Takrat je bilo pa res na najtežji progi, tudi še zelo mlad, ampak sem se že kar dobro boril tudi s starejšimi tekmovalci in se prav spomnim, sem to okoli 15. mesta na koncu. To je dolg nazaj, moram se kar malo spomniti, ampak 97. je bilo prvič v Burg St. Maurice. Sem prišel tudi takoj v finale. Malo je bil drugačen način tekmovanja kot zdaj, ampak vem, da sem zasedel, mislim, da 13. mesto. Če isto po pravici povem, sem bil kar malo presenečen, kako so fantje hitri. Tako da prva tekma je bila malo za zbiranje občutkov, pa malo za primerjavo, ampak na koncu videl, da najboljši fantje res letijo. To je Formula 1. Se tudi spomnim, ko smo šli nazaj, je bilo prepoln avion in ne bi mogel prijeti na avion in bi mogel čakati še par ur po tistem. Tako da sem takrat prosil Dejana Kralja, ki je imel prosto mesto, če on lahko vzame ta 3 ure kasneje let, ker sem res hotel iti domov malo proslaviti, ker smo pol naslednji dan že tako šli naprej na druge svetovne pokale. Je bilo luštno. Bom zadrznil, ker se najbolj najdem tukaj noter. Peter Kauzer. Kajakašica je Urša Kragelj. Kajakaša smo pa letos imeli kanuista, tako da je bil Savšek Benjamin. Rok Kuk.
6 do 8. Bi mogel biti. Vem, da manj od 6 ziher ne sme biti. Rdeč, tako kot sir jošt. Vem, da pri moških je 200 pa 1000, pri dekletih pa 200 pa 1000, recimo, da je isto. Čamac. Andraž Vehovar pa Peter Kazal. Tako da upam, da še kjer v prihodnje. Ne vem. Navijal sem, spremljal sem tudi, ko so se uvrščali, ko so igrali na svetovnem prvenstvu, zdaj pa ne moram reči, da je kapetan slovenske ekipe. Kopitar. Matjaž. Tudi tokrat nismo pozabili na bar na Veslam, kjer nam je vedno v pomoč naš strokovni sodelavec Gregor Zadravec. Živjo, povej, kaj si pripravil za tokrat? Pozdravljen, tokrat nas čaka mlada dinamična disciplina imenovana rodeo oziroma tudi freestyle, gre pa za prosti slog. In to se najbrž izvaja na podobno divji vodi, kot je tukaj za nama? Ja, vendar praviloma na valu oziroma na podirajočem se valu, tako imenovani roli. In najbrž bomo znova spoznavali modra, rdeča in pa črna vesla oziroma znanja, ki so potrebna za pridobitev le-teh. Tako je. Za modro veslo kajakaš izvaja like, pri katerem je čoln plosko na vodi. Vse skupaj se dogaja na divji vodi 2. in 3. stopnje. Čoln je posebej prirejen, se pravi krajši, radikalne oblike in pa krajše veslo. Prva vsebina je terenska vožnja, pri kateri mora kandidat nazorno pokazati, da se drži neke naprej določene predpisane linije. To je v eni vaji pravzaprav združeno in pravilnost zaveslaja in nagibi in pa neka kompetentnost kajakaša. Zato ima samo en poskus, opravlja pa se na 150 metrih. Ustavljanje čolna. Čoln je potrebno ustaviti v protitoku, predtem pa kajakaš napove, v katerem protitoku se bo ustavil. Vstop v val in jezdenje vala. Gre za to, da kajakaš pravilno vstopi v val, ostane na valu vsaj 30 sekund, kasneje prične tudi s surfanjem, se pravi jezdenjem vala in v 1 minuti pokaže 2 lika. Pri tem je pomembna kontrola čolna, obrat v ramenih, pravilni zaveslaji in pa ne gledamo čolna, temveč se skoncentriramo na vodne tvorbe. Zelo je pomemben eskimski obrat. Lahko si misliš, da se polovica vseh likov najbrž zgodi pod vodo, zato je pač velik poudarek na tem, da je to izvedeno pravilno, ne samo klasični obrat, tudi obrat preko repa in pa skrajšane verzije, ki so potrebne, kadar kajakaš izgubi ravnotežje pri liku na valu. Kaj pa potem rdeče in črno veslo? Za rdeče veslo dodajamo naprednejše like, in sicer gre za rotacije preko boka čolna, tako imenovan mlinček ali cartwheel, pa kolo na valu oziroma wave wheel in podobno. Za črno veslo
je pa potrebno neko splošno obvladovanje čolna, manevri so že zelo zapleteni, eskimski obrat se pa izvaja tudi na valu. Vemo, da imaš barvna vesla v malem prstu, da si tudi v praksi odličen na divji vodi pa na morju. Koliko izkušenj pa imaš z rodeom? Ja, nekaj jih imam, ne bi pa... Ja. Bi nam pokazal malo? Malo pa bom. Uživajte v rodju našega strokovnega sodelavca Gregorja Zadravca. Morda ste se kdaj vprašali, kaj počnejo slalomisti po končani prvi vožnji in kako zapolnijo približno 2 uri časa do novega starta. Vseh nismo uspeli najti, zdi pa se, da bolj ali manj vsi opravijo videoanalizo opravljene vožnje. Takole smo ujeli najboljši slovenski dvojec, ko je s trenerjem pregledoval videoposnetek prvega slaloma. Po opravljenem razložijo, kako jim mine čas do nadaljevanja tekme. Takoj po vožnji ste opravili videoanalizo. Kateri ste tisti podatki, ki tebe v bistvu najbolj zanimajo? Ja, kje pač pridobivaš glede na tekmece. To je to. In nekako čez celo progo je bilo zelo v redu, razen manjših napak, tako da ki zelo se nismo imeli za pogovarjati. Koliko časa vam to vzame? 10 minut, še manj. Pogledate samo svoje vožnje ali tudi izbereš še kakšno primerjavo koga? Zadnje čase se več ali manj ukvarjamo sami s sabo, niti malokrat. Večinoma kasneje jaz doma gledam še druge in primerjam, drugače pa večinoma se pogledamo sami. Kako pa ti najraje preživljaš čas med eno in drugo vožnjo? V bistvu se ponavadi umaknemo malo od tekme in gremo kar na samo in se malo sprostimo, to je pa to. Rekel si, rad greš malo v samo, da si sam. Kaj ti gre pravzaprav potem najbolj na živce v tem vmesnem obdobju? V bistvu nič, no, mislim, tekme so zato, da uživaš, no, in v glavnem mi je to veselje delati in mi je všeč, no. Z zanimanjem iščemo naprej, kaj počnejo ostali. Beni Savšek se po odlično opravljeni polfinalni vožnji še dolgo zadrži v svojem kanuju. Ko prijem v cilj, imam zmeraj trde roke, tako da provam to razvesliti, da nimam problema pol v drugem teku, da mi prehitro zatrdijo nazaj. Več kot 15 minut je že, odkar si prišel v cilj, ves čas ostajaš na vodi, koliko časa še? Manj sem živčen takrat, ko sem v čovnu, tako da provam čim dalj biti v čovnu, se razveslavati, se pripravljati na tekmo. Ker če sem odzunaj, pol dobim tremo, pa mi je lep, če sem na vodi. Imaš rad mir? Ja, pred štartom grem gor višji po Savi, tako da imam mir, pa da se res lahko pripravim sam pri sebi. Koliko časa s Benijem med polfinalno in finalno vožnjo sploh preživita skupaj? Ja, v bistvu takoj po vožnji narediva kratko analizo. On se pripravlja, preobleče. In potem še pogledamo videoposnetek, zanalizirava, kaj je bilo v redu, kaj bi se dalo še kakšno zadevo popraviti. Še enkrat variante, pregledava, kaj bi bilo mogoče še kakšna zadeva še za popraviti oziroma dodelati. To je priprava nekje na drugo vožnjo. Trener na hitro razloži, kaj postorita svojim varovancem pred finalno vožnjo, medtem ko se je ta že umaknil v svoj mirni kotiček. Potem pa brž pohitimo, da ujamemo še Petra Kauzerja. Nekaj nasvetov si že dobil, koliko časa z očetom prebijeta skupaj pred finalno vožnjo navadno? Navadno bolj malo pogledamo video in
pač se tudi on vede. Nekaj pa že jaz tudi kajaki vem in tudi sam sebe dobro poznam. Pač včasih me rad malo tako po domač povedan, tako malo spocati, ampak ne dobesedno, ampak tako in je polkrat boljši. Zdaj sem malo spočil, pa pripravil na finale. Greš v samo, da jo ne vzameš s sabo? Lej, imate še cena ženske, ker njih snemita. Dobar, naslednjič. Obljubim, naslednji let. Zmen. Roka. Zmereno? Roka. Se dobimo tukaj. Peter hoče imeti v tem času pred finalno vožnjo seveda svoj mir. Kako preživi ta čas med dvema tekoma? Ko zaključi tek, pride prvo razveslanje, ker tu so velike fizične napori. Potem pride gor se sprebleča normalno in poje kakšno energetski, kakšno tablico energetsko. Potem sledi ogled videa vožnje, analiza, kje se da kaj popraviti, kako je pelo, malo pogledamo tudi konkurente, ko so pelali, če je kakšna varianta boljša. Vsak tekmovalec pred finalno vožnjo se rad pomakne, da je v zasebnost. Zdaj pa Pero ima pa zdaj še eno dodatno relaksacijo, da med vožnjo, zdaj ga tudi hčerka Nola spremlja in se tam verjetno najbolj sprosti. Ugotavljam, da je ravno slednje največji odmik v početju kateregakoli tekmovalca v času med dvema vožnjama. Glede na to, kako je Peter odpeljal v finalu Tacna, pa bi ga kar veljalo posnemati. Tako, zdaj vsaj približno vemo, kaj počnejo tekmovalci v času med dvema vožnjama, ko jih navadno ne vidimo. Kaj pa jih čaka sedaj do naše naslednje oddaje, to pa je drugo vprašanje. Najboljše, najprej v prihodnjih dneh svetovno prvenstvo v Pragi in da ohranimo dobre občutke iz Tacna, smo vam za slovo pripravili kolaž naslednjih posnetkov. Uživajte!